V četrtek 10. aprila ob 18. uri so se v Vili Bianchi v Velenju na prvem skupnem srečanju zbrali natečajniki drugega natečaja Hrana za zdravje in delovna mesta. Najprej so učenci drugega razreda osnovne šole Mihe Pintarja Toleda iz Velenja igrivo in duhovito pokazali, kako izgledajo naši vrtovi. Nato je udeležence pozdravila pobudnica natečajev, evropska poslanka Zofija Mazej Kukovič. Poglejte, po 2 letih in pol, kar ste v Evropi, prinašate v Slovenijo nove ideje. Lahko bi rekla, da se za dobrim konjem dobro kadi. Ja, jaz upam, da te ideje pridejo mnogim tudi prav, kar opažam in tudi čutim pravzaprav po Sloveniji v povezanosti med ljudmi, med tistimi, ki imajo to skupno vrednoto, ljubezen do zemlje, spoštovanje do hrane, ki jo sam pridelaš, predvsem pa tudi vidim nova posejana polja, vrtove, skratka, narahlo se Slovenija prebuja tudi v tej smeri. Ja, in vaša ideja je pravzaprav bila nek natečaj, nekaj, kjer ste povezali dejansko celo Slovenijo, natečaj, zdravo življenje, zdrava hrana in seveda tudi nova delovna mesta. Pravzaprav stvari, ki so velik izziv v današnjem času po celem svetu, ne samo v Sloveniji. Ja, po celem svetu, gotovo pa vse po celi Evropi, zaradi tega, ker je pač ta kriza opozorila na nekaj, kar smo pozabili. In zato je morala priti tudi kriza, da se bolj zavedamo, kako velika vrednota najprej je zdravje, kajti 100 milijonov Evropejk in Evropejcev je kronično bolanih, 400 tisoč pa Slovenk in Slovencev. Veste, kakšne številke so to? Najbolj zaskrbljujoče pa je, ker je trend tega seveda navzgor. Na drugi strani gre potem tudi za to, da je zdravje odvisno od hrane in da je hrano treba tudi pridelati, to pa že manj vemo. Posebej pa to manj vedo mladi. Tudi v literaturi, ki jo sledim in jo iščem, je večina namenjena res cvetju, ki ga imam sama zelo rada, okrasnim vrtovom. To je čudovito. Namenjeno je tistim receptom, kako hrano pripraviti, ampak kako pridelati, tega pa pravzaprav v literaturi zelo malo. Mi smo, in jaz sem v tej knjigi Požene Evropo, dodala določene izhodišča na osnovi pač študij, ki so jih naredili v Eriku in na Inštitutu Jožefa Štefana, določena izhodišča za 4 kulture kmetijske, ampak to je seveda premalo, kajti treba bi bilo nekako več tudi to vrstne napotkov, seveda na osnovi znanstvenih dognanj ali pa tudi dopolnjenih z izkušnjami. Predvsem z izkušnjami, ki jih imajo naši starši, ki jih imajo dedki in babice, in vse to bi bilo izjemnega pomena bolj nekako tudi zapisati. Poglejte, meni se zdi neprecenljivo ravno to, kar učite, ljubezen do zemlje, oziroma na kar nas spominjate. Na vsezadnje že moja generacija je še živela zemljo, sorodniki, hodili smo na počitnice na kmete. Pravzaprav vsega tega danes dejansko ni več. In tako kot ste že omenili v svojem navodnem govoru na tem dogodku tule v Velenju, da pravzaprav niso mladi sami krivi, ampak v 50 letih se je pravzaprav nekaj korenito spremenilo, predvsem pa žal zelo veliko izgubilo. Zelo veliko, res to, kar je tisočletja po svoje veljalo kot izjemna vrednota. Saj so tudi skozi tisočletja se razvijala mesta, urbano okolje, razvijalo se podeželje, seveda mnogo manj hitro, kot se to dogaja danes, ampak hkrati je bilo zavedanje o hrani, pa kljub vsemu nekaj prvobitnega, predvsem verjetno tudi zato, ker so ljudje v realnosti doživeli lakote in te lakote so puščale res potem en veliko opomin generacijam še naprej, kakšno spoštovanje je treba imeti do tega, da imaš hrano. In tudi ne nazadnje, da si sposoben par dni preživeti, če pride do naravnih katastrof, tako kot je bil žled, na primer, da razmišljamo vendar o tem,
ohrani, ki te nekaj dni preživi, ne glede na razmere, ki se pač lahko vedno pojavijo in vedno zgodijo. In res je to obdobje gotovo, da po drugi svetovni vojni tisto, ki je nekako odvrnilo ljudi od zemlje. Odvrnilo v smislu, da to pač ni bilo in ni bilo moderno. In ko sem vprašala mlade, 50 mladih v Ravnah na Koroškem, komu je všeč ali kdo čuti vonj po sveže zorani zemlji, ali je kdo med vami, ki to čuti, je eno dekle dvignilo roko od 50, eno. Torej to pomeni, da je ta osnovni občutek do tega, da te nekaj privlači, pravzaprav nekje poniknil. In to je tisto, kar je treba vzpodbuditi. Seveda je potem vse tisto, kaj se splača in kaj se ne splača. Vse to drži, ampak v osnovi mora biti pa ta občutek, da je pravzaprav hrana naš skupen jezik in da je zemlja tista, ki nas hrani. Vem, da ste bili s natečajem, torej s prvim natečajem zelo zadovoljni. Kaj si obetate od drugega? Ja, gotovo, da je bil ta prvi natečaj nekaj, kar je bilo zelo navdušujočega in mene danes najbolj navduši, ko se peljem po Sloveniji, po znanih krajih, kjer tudi nekatere ljudi poznam in vidim, da na strminah, kjer prej ni bilo drugega kot trava, je bil lani nastal vrt, letos nastaja že njiva, nastaja topla greda, skratka, na obrobjih, ki so izgledala nemogoče zato, da bi se hrana pridelala, ampak na teh obrobjih pravzaprav danes se ljudje zavedajo, da jim lahko nekaj zraste. In to je to. Saj lahko rečemo, da to ni pomembno, ampak dejansko imeti stik z zemljo je tudi zdravljenje samega sebe, v smislu, kak dober občutek je, ker ti je nekaj zraslo, ima tudi res ta psihološki vpliv, namesto da bi samo sedeli, mogoče dajmo reči, lahko nekaj naredimo po službi ali pa tako. In tako kot sem omenila, če je Obama prinesel papežu semena za darilo, mi smo jih recimo lani delili in ta semena so vse posodno, tudi pri nas doma, na njivi, na vrtu, da to ima nek pomen, globlji pomen. Prebivalstvo se bo iz 7 milijard povečalo na 10 milijard v času našega življenja. V času našega življenja. Veste, to ni čez 100-200 let. Ne? To je ena hitrost, ki se danes dogaja in se moramo zavedati, da od hrane smo odvisni vsi. Moramo se tudi zavedati, da so tako kot Irci v letih 1860, ki jih je 4 milijone praktično umrlo zaradi krompirjeve lakote in seveda bolezni, ki je bila na krompirju. Ampak ni zdaj, da bi se mi bali tega, da bi rekli, zdaj pa zaradi strahu. Ne, ampak zaradi tega, ker je to nekaj, kar lahko prvič poceniš sebi življenje, če si nekaj pridelaš, drugič pa lahko najdeš tako globoko poslovno priložnost, kot so jo našli nekateri mladi v teh pozabljenih kulturah in znajo nekateri od tega tudi že živeti. Lahko bi rekla, da ste po svoje najbrž ponosni na te vaše ideje. Namreč to je tudi neke vrste tista inovativnost oziroma priložnost, ki jo človek vidi ali pa je ne vidi. Ja, to se po svoje gradi cel čas v glavi. Tudi ob novih spoznanjih, ob pripovedovanjih ljudi, ob izmenjavi vseh izkušenj, ki jih imajo posamezniki, družine, potem pa tudi to moje delo z mladimi, ker pač sem jih organizirala na nek poseben način, v smislu, da vsak, ki je kakorkoli bil zaposlen pri meni, tudi stažisti, so se potem vključili v to idejo in sodelujejo kot ekipa Požene Evropo. Torej, jaz sem nekako upeljala to, da mi oni pomagajo predstavljati evropske prakse. Da tudi govorijo, torej, da niso samo tisti, ki so za pisarniških mizah, ampak tudi govorijo. In je to eno posebno veselje, zato ker tudi oni sami, zdaj jih je že kar lepa ekipa, če bi zbrali vse iz cele Slovenije, tudi oni sami zdaj dejansko v to verjamejo. Kar na začetku so mogoče bolj poskušali zaradi tega, da bodo znali razložiti,
dobre primere, danes pa če dalje bolj v to verjamejo. In vse veste, eno seme, ki ga zaseješ, lahko obrodi veliko. Svojo ekipo Požene Evropo, ki se je tudi predstavila, želi v natečaju v skupni ideji povezati širok krog posameznikov, ki jih druži ljubezen do zemlje, zdrave hrane in zavedanje, da lahko zemlja ponudi veliko več, kot si včasih predstavljamo. Ponuja inovativno in široko bazo za nova delovna mesta in podjetniške priložnosti, če jih le znamo poiskati. Glavni del otvoritvenega srečanja drugega natečaja se je odvijal v obliki delavnic. Na takih delavnicah naj bi izmenjavali izkušnje, širili dobre prakse, se povezovali in se tudi s pomočjo tujih izkušenj izogibali pastem in napakam. Delavnice so bile 3, vodili pa so jih strokovnjaki svojih področij. Na delavnici so posamezni natečajniki povedali svoje zgodbe, kaj jih je navedlo, da gojijo zelenjavo na vrtu, kakšne imajo vzgibe, ali so to zdravstveni, lahko so tudi kakšni čist tradicionalni vzgibi, povezani z neko preteklimi navadami, ki so jih privzgojili stari starši in podobno. Ali lahko govorimo, da smo na svoj vrt tudi čustveno navezani? Je to pomembno? Ali pa čustvena navezanost na zemljo? Zagotovo. Vrt ni samo pridelava zdrave hrane, je tudi lahko rekreacija, lahko je tudi neka čustvena sprostitev po psihičnih ali fizičnih naporih v službi, lahko je tudi zaposlitev v okviru nekih drugih dejavnosti in lahko pa nudi tudi čist neko poslovno idejo, iz katere potem izhajajo neki čisti proizvodi in se to plasira na trgu. Se vam zdi, da ravno v krizi mogoče Slovenija te svoje vrtove bolj obdeluje? Namreč, če hodimo marsikje po Evropi, težko opazimo, da bi na vrtu rasel korenček, pa peteršilj, pa solata, pa ne vem, vse mogoče kapusnice, zelje take in drugačne vrste. Pri nas je pravzaprav to še zelo v navadi, pa vendar, ali se vam zdi, da kriza morda tudi pogojuje to vrstno osveščenost oziroma večjo dejavnost? Ja, zagotovo je tudi nekaj kriza pripomogla, vedno več mladih je brezposelnih, potem pritiski v družbi so tudi vedno večji, stresne situacije, včasih krizne življenjske situacije pripomorejo k temu, da človek se obrne sam vase, pogleda okoli sebe, vidi zemljo oziroma morda tudi samo teraso in balkon, pa poskuša na nek način na tej svoji površini si vsaj en del pridelati in s tem blažiti finančno krizo, v katero zapade zaradi takšnih ali drugačnih situacij. Glejte, ena delavnica je bila tudi v povezavi recimo zdravje, inovativnost in tako naprej. Kako bi vi pravzaprav to dvoje povezali z nekim majhnim vrtom? Mogoče je tako, kot ste omenili, teraso ali balkonom? Tukaj bi recimo omenila primer senzoričnega vrta. Poznam prijateljico, ki ima avtističnega otroka in ta gospa se je odločila, da bo za namen tega otroka mu ustvarila kotiček, v katerem se bo krasno počutil. Zato je v vrt namestila nekaj zvočnih efektov, barvni efekti, oblika, skratka in vonj. Vse to je temu otroku pripomoglo, da se v tem delu vrta počuti krasno, ker se dotika, doživlja svet okoli sebe bolj intenzivno in ga to na nek način tudi pomerja. Torej zemlja in zdravje gresta z roko v roti? Drži, ja. Hrana je zdravje. Špela Menih Novak je vajeti prevzela na delavnici z naslovom Priložnosti za razvoj turizma v povezavi s hrano in zdravjem. Moj študij mi je dal, je poudaril to mojo ljubezen do zemlje, čeprav sem študirala v tistem času,
ko je vse šlo preveč v intenzivno kmetijstvo, zato sem se zelo hitro obrnila stran od tega in sem šla najprej poučevati, potem sem pa dolga leta, 15 let delala v turizmu, sicer v trženju. Ampak zdaj povezujete pravzaprav življenjske izkušnje, pa tudi študij. Tako, zdaj se pa stvari spet obrnile, vemo, da zavedamo se bolj pomena zemlje, zavedamo se bolj pomena hrane in seveda se da v turizmu najdeti zelo veliko priložnosti, ki so tudi povezane s hrano in zdravjem. Kaj pa ekipa Požen Evropo vam daje zagon? Seveda, v ekipi Požen Evropo smo pa tako raznolika ekipa, mladi, malo starejši, z različnimi izkušnjami in se tako lepo dopolnjujemo. Evropska poslanka Zofija Mazej Kukovič nas tudi vse povezuje, spodbuja, tako da volje res nikoli ne zmanjka. Imate občutek, da se bomo Slovenci zavedli teh priložnosti v povezavi med hrano, turizmom? Ja, jaz mislim, v prvem natečaju Hrana za zdravje in delovna mesta smo odkrili res veliko podjetniških priložnosti in nemalo od njih je bilo usmerjenih tudi v turizem. Zaradi tega je bila to ena izmed stvari, ki smo jo hoteli na prvih delavnicah drugega natečaja tudi poudariti. Tako da mislim, da ljudje se zavedamo, ampak velikokrat preveč črnogledo gledamo in s tem, ko črnogledo gledamo, nekako zatremo tudi tiste, ki imajo ideje, ki si želijo nekaj narediti. To se pravi, da računate, da bo ekipa Požen Evropo vendarle nekaj pognala, ali je že? Ja, mi smo si dali pravzaprav že kar hiter nekak podnaslov Požen Evropo, Požen Slovenijo. Zaradi tega, ker Slovenije brez Evrope ne bo, Evrope pa tudi ni brez Slovenije. Delavnico z naslovom, kar ste si od nekdaj želeli storiti, pa si niste upali, pa je vodil dr. Borut Likar z Fakultete za menedžment. Ljudi je spodbujal k podjetniškemu in inovativnemu razmišljanju. Prvi korak je ideja, vizija, izstopiti je treba iz rutine in si dovoliti nekaj sanjarjenja. Dr. Likar, vi ste vodili delavnico, kar ste od nekdaj želeli storiti, pa si niste upali. Pravzaprav naslov, ki je zelo izzivalen. No, ta naslov je seveda izzivalen, vsi imamo neke želje, neke sanje, če so to povezane z nekimi inovativnimi projekti. In seveda, če smo sposobni narediti ta korak, da se iz rutine, iz načina dela, ki ga upravljamo že leta ali pa desetletja, premaknemo k novim idejam, je to na vsak način pot navzgor. Kaj pa pri pridelovanju hrane v Sloveniji? Namreč vemo, da je pridelamo nekaj več kot 30% samo. No, na vsak način mislim, da je predelava hrane eno tistih področij, kjer je še ogromno priložnosti. Mi smo eno raziskavo delali v vseh slovenskih podjetjih in se je izkazalo, da nizko in srednje tehnološka podjetja imajo daleč največji potencial za to, da doprinesejo k bruto družbenemu proizvodu in s tem k blaginji države. Tako da kmetijstvo je eno teh področij. Drugo pa moje osebno mnenje, da je to ena od stvari, ki je nujna za samobitnost naroda. Torej, to so osnovne stvari, hrana, energija, banke, voda in tako naprej. Tako da tudi iz tega razloga mislim, da je zelo smiselno delati na tem področju. Glejte, pomembno je osveščati predvsem mlade. Pravimo, da na mladih svet stoji tudi kmetijstvo, je delo, ki ga zagotovo tako in drugače lažje delajo mladi kot starejši. Nenazadnje se danes tudi kmetijstvo mora povezovati s tehnologijo. Tudi tu so mladi v prednosti. No, to, kar ste pravkar izpostavili, je ena od velikih priložnosti in ena od rak ran Slovenije. Namreč odgovorni v Sloveniji predvsem prizadevanje usmerjajo v gospodarstvo, kar seveda na kratki rok bo dalo rezultate. Vendar pa, če zanemarjamo mlade, če zanemarjamo osveščanje mladih, izobraževanje mladih, spremembo miselnosti mladih, torej to so stvari, ki se jih ne da spremeniti čez noč in na dolgi rok je to absolutno potrebno narediti. Tako naprimer na področju inoviranja. Država izjemno malo podpore daje mladim, vlaga v mlade, zelo malo vlaga v šolski sistem, za razliko od nekaterih drugih področij, naprimer gospodarstvo ali pa znanost, kjer so sredstva neprimerno večja, žal pa rezultatov kljub temu ni. Obiskovalci in natečajniki so se priključili delavnici po lastni izbiri in se aktivno vključili v diskusijo. Njihove misli lahko strnemo v 2 stavka.
Pripraviti se moramo na to, da bo nujno živeti drugače. Smo na točki, ko moramo izkušnje deliti med seboj in uresničevati nove zamisli, predvsem pa izkoristiti tiste priložnosti, ki se kar same ponujajo. To je tudi 26.000 hektarov neobdelane zemlje v Sloveniji. Zofija Mazej Kukovič je udeležence pospremila z besedami: umazati si roke zemljo je nekaj lepega, nekaj, kar nas bogati. Gremo v smeri, ki je evropska, in tisti, ki ste prišli, verjamete, da se da nekaj novega storiti.